je jeza edino čustvo, ki naredi premik. Ker, na primer, če ne razvijamo jeze, pomeni, da bodo drugi hodili po nas. Da povej malo več o tem. Sarkazem, cinizem, to sta oblike agresije v odnosih. Prekrita agresija, pasivna agresija. V odnos sarkazem ne spada. Raziskave kažejo, da je to ena najbolj uničujočih stvari v partnerskem odnosu. Miha Novak, dobrodošel. Kaj so čustva, zakaj jih ljudje imamo? Mi bomo danes vzeli 6 osnovnih čustev. Strah, jeza, žalost, sram, pa gnus. Ampak a nismo mi kot narod zaznamovani s to travmo druge svetovne vojne in potem skozi 2 generacije naslednji? Tisti, ki je bil jezen, tisti, ki se je postavil, tisti, ki je dvignil glavo, ne? Dobo šuso glavo. Ne dobo. In lahko cela vas dobi neko nezavedno travmo. Pa smo danes v stiku s tem še? Razmišljamo z glavo, ne pa tudi s tem, kaj nam sporoča. In tukaj ta napaka, ki jo dostikrat naredimo, da z glavo rešujemo nekaj, telo nam pa sporoča nekaj drugega. Oddaja Odnosi so zakon. Živijo in dobrodošli v še eni oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes ponovno gostim prijatelja, sodelavca in terapeuta Miho Novaka, ki je tudi avtor potovanj v najin appu. Tokrat pa sva se lotila sveta čustev. Ugotovila sva, da je ta svet kar obsežen. Obdelala sva 3 od 6 osnovnih čustev, 3 sva si prihranila za naslednjič. Vabim vaju, vabim vas, vabim te, da pogledaš oddajo. Obenem pa vse, ki še niste všečkali našega YouTube kanala ali dali ocene na Spotifyju ali kjerkoli druge, vabim, da to storite in s tem omogočite, da ta ključna vsebina za gradnjo dobrih odnosov pride tudi do drugih ljudi. Zdaj pa kar lepo noter v oddajo. Ne, to je tako kot disleksija, tudi ni travma. Aha, ok. Zanimivo. Sem ti novo diagnozo odprl. Novo diagnozo sem odprl, da ne bojo vsi narcisi, ja veš. Takrat, ko sem učil samo enega otroka, ki je bil prav tisti šolski primer dislektika, ne. Skozi se neki skakal, tisto tretjo tako in on kamorkoli so šli na telovadbo, naprimer, če sem jaz slovenčina, pa so mogli na telovadbo, kamorkoli na malcu, on je preskakal nazaj, nekaj sem pozabil, ne. Ja. Pač nekaj sem pozabil in je šel in nekaj tako v tem načrtovanju pa motoriki se dostikrat to malo kaže. Zanimivo. Fajn. Ja, sam. Vedeti. Fajn vedeti, ampak. Ne, ker na krivdo nabijaš pol, ne? Otroka, pa kaj ti je, pa zakaj si zmer tak, pa da nehi, pa. Ja. In pol se v bistvu sram nabira in da je nekaj z menoj narobe, ne? Ja. Na nek način, veš, tako, ja, je res, tako kot dislektika, si pa narobe prebereš, pa reče, da je potrud se, sem se potrudil, ja, ampak sem videl, ko sem v 4. prebral, sem videl isto, kot bo prvo in narobe, ne, tako da, ja. Miha Novak, dobrodošel v Krškem. Hvala. V studiu ponovno, sem vesel, da sva se spet takole našla. Kaj gledaš na uro? Gledam, da ne bo predolga. V redu bova. Ne, imamo pa res danes kar temo, ne, se pravi temo, o kateri smo govorili v Vržeju polet. Nekaj dni, ne, sva rekla, da bi jo delala verjetno v 2 oddajah. In sicer takrat si nam, udeležencem, zelo lepo odprl svet čustev. Govoril si o 6 osnovnih temeljnih čustvih. Govoril si tudi o teh primarnih čustvih oziroma o čustvih, ki so dovoljena in o čustvih, ki so nedovoljena. Ne? Tako, o tem smo govorili. Ne? Tako da se mi zdi, da je bilo to nekaj zelo koristnega in so udeleženci sami rekli, mi bi pa radi še kdaj kaj slišali o tem. Tako da ja, zdaj sva prišla že do sramu, ki je eden od teh čustev. Ne? Ja. Pa ne vem, če si mislil prav s sramom začeti. Zdaj predstavljala te ne bova na novo, to si lahko grejo oddaje od prejšnjič pogledati. Bo šla kar v temo, kaj so čustva, zakaj jih ljudje imamo, odkot so se razvila, kaj je to za ena stvar, ker včasih se mi zdi, da kar ne vemo, kaj z njimi početi, ali jih tlačimo, ali jim dajemo prevelik pomen, kje je tista prava mera in pravi dober odnos do čustev. Ja, to mi je bilo všeč, ko si rekel, ali damo lahko tudi prevelik pomen. Po mojem tudi lahko res. Kje začnejo? To se pravi... Na začetku. Na začetku, ja. Kje je bil začetek Homo sapiens? Začnejo tam začetka. Na začetku je bila beseda. Dejansko na začetku. Meni se zdi, naprimer, tako zelo pomemben, ko veliko govorimo o čustvovanju, kako čustvovati, kdo ne čustvuje in tako. In
Je tle tudi, se mi zdi, dosti ene zmeden, kjer je zmeden najboljš začeti z osnovami, pa začetki. Zato, naprimer, jaz pri terapijah ali pa tako pri predavnih, predvsem želim povedati teh osnovnih 6 čustev. Zdaj, koliko je lih osnovnih čustev, se majhen razlikuje, od šole do šole. Ja, nekatere imajo 5 osnovnih čustev, nekatere 6, naprimer jaz, po kateri delam, je 6, 7, ampak tle nekje je ta številka, mi bomo danes vzeli 6 osnovnih čustev. Tako da jih pojem mogoče tudi kasneje malo razdelava. Vsekakor je. Ampak se mi zdi tako, dobro se rekel, ja, prav na začetku, kje je bil začetek, če gremo čistko biološko, homo sapiens, čustva niso stvar, ki smo jo razvili zdaj, rečemo v 21. stoletju, da smo se nekaj še nadgradili, nekaj novega čist iznajdali v človeku, ampak se mi zdi, je to zelo fajn vedeti, da so bile na začetku. Zakaj se mi zdi to dobro vedeti? Preden greva mogoče čisto samo razlago, se mi zdi, ker je odzadaj tisto vprašanje, zakaj sploh čustvovati, A je zdaj to samo neka modna muha, ali mi to samo še nagaja, ali je to nekaj, v čemer nisem dober in zdaj se moram naučiti, če je nekaj tako kot nek nov program, ki ga ne znam in vsi ga uporabljajo in izpadem čuden, če ne znam. Sploh v današnjem času, ja. Kot moški. Ja, mislim, nek odpor, In se mi zdi najprej dober razložiti te osnove, da vemo, od kje prihajajo, kaj je njihova funkcija, zakaj so se razvile in pa tudi rata zelo logično, da jih je dobro uporabljati ali pa se jih dobro zavedati, jih mehne vedeti, kako sem jaz čustvi. Da ni zdaj to nek bav, pa neka ezoterika, pa ne vem, sploh kad delam tako z moškimi, pa malo rečem, čustva tisto, včasih kar pogleda, a zdaj res moramo iti nek področje, in povem, ne, to ni v osnovi neka ezoterika ali pa tako v smislu nekaj čist neopremljivega. To je v nas, od nekdaj. To je v nas, samo rečemo s temi osnovami, pa samo logiko mogoče malo lažje vstopimo, zakaj jih je dobro imeti, oziroma se jih zavedati, pa jih tudi v nekem razmišljanju, občutenju uporabljati, malo z njimi operirati. Kako so torej nastajala? Ja, kako so nastajala. Zdaj po teoriji gotovo več, jaz bi predstavil eno, ki se mi zdi tudi zelo logična, da je človek v razvoju prišel do neke tiste točke, ko je začel uporabljati neke telesne občutke za funkcioniranje. Eno od teh osnovnih čustev, mogoče jih vse naštejo na začetku, strah, veselje, jeza, žalost, sram, pa gnus. Po eni teoriji, naprimer, zdaj, da sta bili kot prvi, ki sta se prišli gnus, ki je bil zelo tudi, ki gnus je zelo, mogoče še res izredno povezan tudi s samim občutkom telesa, ali pa ga včasih tudi težko dojamemo kot čustvo, ampak samo kot nek refleks. To se pravi gnus, pa jaz bi dal strah. Strah je tisto osnovno čustvo, ki nam je dal nekaj sporočil. Mogoče še tukaj prej, zdaj se malo loviva, greva tako. Kaj je bila sploh osnovna funkcija, zakaj smo razvili čustva kot, kaj bi bilo mogoče osnovne 3 funkcije? Prva bi bila komunikacija. Mi s čustvi komuniciramo. Kaj to pomeni? Ne govorimo samo o verbalnem jeziku in neverbalnem, tistem, kar pokažemo, ampak ljudje si zelo veliko sporočimo preko teles. To se pravi, kaj pomeni preko teles? Ko jaz pridem v nek prostor, praviloma imamo to sposobnost, da vsaj približno začutimo, kako so ljudje v tistem prostoru. Kako so tudi nastrojeni. Kako so nastrojeni. Če so v tej jami, kakšni, ki so proti meni, moram to začutiti. Brez da bi rabili zelo veliko besed, dobimo nek osnovno občutek, ko so ljudje držijo z mano, so nasprotnega plemena, me želijo kaj slabega, smo lahko sproščeni, tako sporazumevanje. Če čisto rečemo, še v času, ko rečemo, sta bili 2 plemeni, vsako plemeno prišlo iz svoje jame, so se srečali, na sredi je bilo, ne vem, nek mamut, ko so si ga, rečemo, malo mesa pa kože, pa kosti vsi želeli, in zdaj, ko so se videli, jezika niso poznali. Kako prebrati? Se pravi, tako primordialna je ta stvar. Kako prebrati, ker jezika niso poznali, kako prebrati, a to pleme prihaja sem sovražno,
potrebujemo mi orožje, preseb kamne, palce, ali rabimo biti v pripravljenosti, ali smo lahko sproščeni, ali bomo lahko mirni. sodelovali. Tako, ja. In to je bila tista osnovna komunikacija, ko smo začeli med sabo komunicirati preko tega občutka. Tega se niti ne zavedamo, ampak večinoma ga imamo, če ni v našem razvoju, da ga nismo zamrznili. To mogoče malo kasneje, ko pride do tega, da smo tudi svoje telesne občutke in to povozili. Povozili in s tem še ohranjamo neko to fazo. To se pravi komunikacija, da mi znamo prebrati človeka še preden govori, oziroma to, kar tudi zelo dobro vemo, ne verjamemo zmeram besedam. Če nam nekdo nekatere stvari govori in mi imamo v telesu, rečemo to intuicijo, ta občutek, ker češ, sem mi rekel, da je zelo vesel zame, ampak imam občutek, da ni. Je rekel, da ga ni strah, ampak imam občutek, da ga je. Tako da ta intuicija, to so te telesne občutki, so zelo močni še danes. Tukaj se kot bitja nismo veliko spremenili. To se pravi, in to ostaja. To se pravi, govorijo komunikacija. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa odločanje. Okay. Mi se ne odločamo samo predvsem na podlagi racionalnega razumevanja, ampak na podlagi čustev. Tukaj so te naši občutki. Stari Grki, to mi je bilo zelo zanimivo, so rekli, ko sem študiral filozofijo, je rekel profesor, da so Grki rekli, da je duša človeka v drobovju. To se mi zdelo takrat tako res neumen smisel. Tako ne bi rekel, Grki pa so se že sicerali, poznali avtonomijo, bi lahko rekel, ajde, srce, možganja, ampak so rekli, duša je v drobovju. Se veš, kak rečejo Američani, gut feeling. Ja. In je tam, to se pravi občutek v telesu ali pa itak trebuh in tukaj najbolj govori, ampak v resnici nam govori celo telo. Katera čustva tle najbolj začutiš v trebuhu? Najprej strah v resnici, ali kaj te zvije v želodcu, ko imaš izpit, ali pa prav, ne? Žalost je tudi tle noter. Parkirana v želodcu, po mnogih tudi strah. Ampak tako bi rekel, tle je tudi zelo od človeka do človeka. Tukaj ni nekega zemljevida, da bi rekel, da za vse mora isto držati. Predvsem je namen tega dela s čusti, da sam ugotovim, če jaz nekaj čutim v telesu, da vem, to pri meni sporoča, ne vem, žalost, to pri meni sporoča jeza, to pri meni sporoča, tukaj jaz čutim sram, ker ni tako enkrat ena zemljevid, ki drži za vse nas na svetu. Tako da ta občutek v telesu, sva rekla, odločanje je druga stvar. Odločanje, ker mi kot bitja smo zelo hitro prišli, rečemo, od tistega plezivca, ali pa mogoče še majhen više razvite kakšnega bitja, ki se ni potreboval odločati samo o hrani, spanju, parjenju in kaj. To je bilo to, smo prišli do nekih socialnih odnosov. Mi ljudje smo socialna bitja. In tukaj zdaj rata en kup enih relacij med nami, kup enih odnosov, neki ena na ena, neki skupaj, neki v hierarhiji. In kako bomo se zdaj odločali? Treba se odločiti med veliko odločitev je treba sprejeti v istem času. Kjer vprašanje je najbolj pomembno? A je najbolj pomembna hrana? A je najbolj pomembno spanje? A je najbolj pomembna reprodukcija? Ali je lahko zdaj že se posvetimo v hierarhiji ali pa neki stvari, ki me mota, čistko v plemenu. In tukaj je naenkrat ratalo ogromno nekih vprašanj, ki se bo treba istočasno odločiti in ne moramo se za vse pravilno ali pa istočasno odločiti. In čustva imajo tukaj in mi se odločimo na podlagi najmočnejšega čustva. Se pravi, to ni racionalna stvar. Ja. Ker v bistvu je treba teh odločitev preveč na hitro sprejeti. In kdo nam pove, katero odločitev bomo sprejeli, najmočnejše čustvo. Če me najbolj strah, bom naredil nekaj, da pomirim svoj strah. Če me najbolj v meni prebija neka jeza, bom naredil nekaj, da pomirim jezo, da pride do njega olajšanja na področju jeze. Če najbolj močen občutek sram, bom šel tisto. Ni tisto, kar bi jaz rekel, ali pa bi lahko samo z glavo racionalno domislil, ampak meni telesni občutek reče, zdaj bo to prvo. Zdaj bo to prvo in to boš naredil. Pa smo danes v stiku s tem še? Ali smo bolj kot mislimo, da smo? Ja, jaz bi včasih rekel, bolj mislimo, da smo veliko rečemo, vse sem se odločil, vse sem premislil, ampak razmišljamo z glavo, ne pa tako s tem, kaj nam sporoča. In tukaj ta napaka, ki jo dostikrat naredimo, da z glavo rešujemo nekaj, telo nam pa sporoča nekaj drugega, ali pa naše čustvo nastane pa nekaj drugega. In pa rečemo, vse sem stvar naredil, pa ne boš. Vprašanje, če si odgovoril na pravo vprašanje, če si naredil pravo akcijo. Zdaj,
zdaj smo pri tem odločenju in tukaj pa pride zraven še ena stvar, kako pa mi vemo, na katero stvar je tista, katero čustvo je najbolj pomembno ali pa bo za nas enkrat najbolj močno, najbolj ogrožajoče, a ne? To je pa ta spomin. To je pa spomin, a ne? Spominaš, rečemo, zapomnimo se samo stvari, ki so čustveno pomembne. A mogoče veš, kaj si jedel 3 dni nazaj? Ne. Po kateri cesti si se pripeljal sem, ne vem, v Ljubljano 5 dni nazaj? Ja, če je vedno ista. Če je vedno ista, ampak če bo mogoče kaj drugega, a ne? Ja. A ni zanimivo, da toliko stvari mi pozabimo, a ne? Za 3 dni nazaj. Zdaj pa pogledamo, če pogledamo kakšen primer, kakšnega klienta, naprimer imamo glavnega klienta, ki je doživel neko travmo, neko obliko spolne zlorabe. Gospod se je spomnil stvari za nazaj, travma oziroma ta dogodek se je zgodil približno 40 let nazaj in se je spomnil vsak detajl. Ko so govorili o tem dogodku, gospod se spomne barvo kavča, barvo oblek, vreme se spomne se, bil je v tisti hiši samo enkrat in 40 let še zmeraj drži spomin, da jo zna narisati kot karto. Podrobnosti, ne? Podrobnosti. Kako to, ne? Včeraj zvečer sem z ženo glihkar sva na tem potovanju Konflikt, ki si ga ti pisal, ne? Ja. Na iNapu in včeraj zvečer je bila glih tista zgodba o tej 80 plus letni gospe, ki se spomne v nulo, kako je bilo, ko so ji pri 5 letih odprali očeta. Ja. Ne? Tukaj ima pač spomin to vlogo, ne? In zato se mi zapomnimo nekaterih stvari, ker spomin reče, tukaj je bilo toliko boleče, tukaj te je bilo toliko strah. V tem dogodku, ne vem, si čutil toliko sramu, toliko izpostavljenosti, toliko neke nevarnosti. In to je zate pomemben. To se ti ne sme več zgoditi in se zapiše. In to je čustveni spomin v bistvu. Ja, to je čustveni spomin, oziroma na tej podlagi se naše telo reče, zdaj trenutno ni strah toliko pomemben, je bolj pomemben sram, naredi neko razmejitev. V tem trenutku je žalost bolj pomembna v to, da se izimo in se bomo zdaj prepustili žalosti. A ne? Na tej podlagi se mi odločamo in to je zelo pomemben. In mogoče ena stvar, ki pa marsikega moškega tudi zbudi, vidim, a ne, so pa primeri, ko ljudje rečejo, pridejo na terapijo, pa rečejo, jaz se, ne vem, gospoda se spomnim, star okrog 50 let, kar nekaj otrok, veliko spominov, veliko aktivnosti so imeli, tako načeloma bili zelo aktivni, ampak je rekel, jaz se ne spomnim svojega življenja. Jaz se ne spomnim, kako so moji otroci ob meni odraščali. Jaz se ne spomnim dogodkov, kjer sem bil. V odraslosti že. Ja, odraslosti. Reče, ko mi žena reče, se spomniš tisto, ko mi otroci rečejo, smo bili tam tisto, jaz brskam po spominu, se vračam, če vidim kakšno sliko, se mi spomin nazaj, nekako priredim ta spomin. Ampak se ne spomnim. A ne? To je pa gre v primerih, oziroma en od teh primerov je pa tudi zelo pomemben, kadar smo kot osebe v otroštvu dobili informacijo, da je čustvovanje nevarno. Da je to nekaj, s čimer mi ne zmoremo, naš sistem ne more shendlati, da mi lepo besedo. To pa res ni. Vse v redu beseda. Ni lepa. Ni lepa, je pa v redu. Jo, pa razumemo, ja. Ja, izkosno slovensko. V glavnem, ker ne moramo... Se s tem ne moreš spopasti. Tako se mi s tem ne moramo spopasti in se nam tukaj zaklene. Ne? In to je pa rana in bolečina vseh teh travm ali pa zelo traumatičnih izkušenj. Otroških, ko so še s tem gospodom nazaj. Njegovo zgodbo mi je bilo zelo zanimivo, ko mi je začel pripovedovati. Rekel, jaz sem odraščal ob neki mami, ki je bila otrok v času druge svetovne vojne, doživela izredno traumatično izkušnje svoje družine, kjer so jih zapustili, starši odpeljali v taborišče, ona je bila dana v sirotišnico, to se pravi čist na te, je bila vržena čist na to biološko preživetveno raven, čist preživetveno. In to se pravi, od te mame glavna informacija je bila, čustva so nevarna, mi čustva ne bomo. In so bili izredno racionalni, cela družina je izredno racionalna, zelo uspešna, močna, tako bo nekaj tudi se znajdejo v svetu, v smislu finance, tisto tretje znajo, ampak čustveno popolnoma mrtvo, ker je bila ta informacija te mame, čustva so nevarna, mi z njimi ne moramo skendače, mi se z njimi ne moramo spoprijeti, ker so toliko močna. Če je premočno, zablokiramo in to je ta osnovna
delovanje travme. Če je pri travmah, netraumatičnih izkušnjah se zgodi, če je premočno, se zaključi. To je tako, kot čustva so na nek način dostikrat tudi kot nek senzor, rečemo, ne? Kot v avtu, pač ti piska, ne? Jaz imam en avto, se ni važno, kjer ga, ampak dober je, mislim, Peugeot 5008, se je v redu. Ni pa tako mlad, no. Glavno, ampak ima skozi težavo. Francoz pa ima rad lučke, ne? In za skozi neki tem pač senzori ukvarja, zdaj zadnje čase, ne? In pa mi začne piskati, ne? In vidim, ko gre dež, spreden senzor kar nekaj zazna in imam avto še, ne vem, pred sabo 5 metrov in že piska, ne? In kaj sem naredil, ne? Do mehanika sem rekel, daj mi ven, jaz znam parkirati tudi brez tega, ker ne morem, ker preveč piska. In čustva so zelo podobna, oziroma so zelo podobna na temu. Piskajo in dajo signale, da se nekatere stvari približujo, da so prenevarne, da je rabimo nekaj narediti, ampak če pa preveč blizu, pa začnejo premočno piskati. In takrat jih naš sistem preprosto izklop. Ampak nismo mi kot narod zaznamovani s to travmo druge svetovne vojne in potem skozi 2 generaciji naslednji v bistvu smo realno še zdaj zelo močno pač od tega vplivani, ampak se tega ne zavedamo. Ja. Mislim, a veš, ta zgodba te družine ni samo zgodba te družine, je zgodba večine slovenskih družin, to se jaz upam reči. No. In zato pač imamo velikokrat kar kot družinski sistemi izklopljena čustva. Ja, to se mi zdi, večina terapeutov pač v svoji praksi vidimo, da se čustva dedujejo, ne dedujemo samo zgage pa lesišča, pa predvsem pa nepremičnina, ampak predvsem tudi čustveno, kako ravnati s čustvi, tako kot ta gospod. A o čustvih lahko govorimo, ali ne smemo, ali so nevarna, o katerih čustvih lahko govorimo, mogoče pa lahko še kasneje spregovoriva. Zelo pomembno je vedeti tudi, katera čustva v moji družini, v moji rodbini so bila dobrodošla, katera ne, katera so bila prepovedana, katera močno izražena. Skoraj vsaka družina ima kakšno čustvo, ki rečemo, ga čuti kot nedovoljeno, prepovedano. Mi bi se mogli iziti sicer, ampak nam je to tako nevarno. Nam je to tako nevarno, dajmo bomo rajmo žalostni. Pa se malo postavimo v vlogo žrtve, pa nam se tako dogaja, pa tisto dogaja, pa tretje dogaja. In imaš družine, ki bi bilo prav, da so včasih tudi malo žalostni, ampak ne, oni se sami jezijo. Vse narobe, vsi so krivi, treba napast, treba udariti nazaj, tako. Tako da to je tudi ena pomembna stvar, ampak to bo odprla ko spohleva, katera so osnovna čustva. Okay? S katerim torej začneva? Začela bova z jezo. Okay. Ne, začniva s strahom. Okay. Rekla so strah pa gnus, sta tisto prvo, mi začneva z strahom. Okay. Kaj je strah? Je vote v kroga bolečnija. To se rekli. Tako smo rekli. Jaz mislim, da je s tem se je bilo v bistvu, to je zelo jasno, da če to pride v rek, je to strah, ki je neka prepovedana stvar v naši kulturi. Ja. Strah je izredno pomembno čustvo, funkcionalno čustvo. Če vzamemo tisto pleme, če se vrnemo Homo sapiensu, verjetno tisto pleme, ki je bilo bolj opremljeno s strahom, je preživelo. Eni so šli v jamo, eni so šli pa rezati nekega tigra, tiger je kakšnega pojedel, tisti v jami so rekli, mi smo pa dobro čez prišli. Smo predvideli. Strah je fajn. Strah je v resnici sposobnost, da predvidevamo neko stvar naprej. Da bo nevarna, verjetno tudi na podlagi lastnih izkušenj, rečemo, ta stvar je nevarna. In kaj pomeni, če je nevarna? To pomeni, da mi smo bolj skoncentrirani, bolj pozorni. To je neka energija, v resnici, ki tudi oprem telo za večje, bolj sposobno delovanje. Ko nas je strah, kaj delamo? Delamo scenarije. Če smo mi sproščeni, rečemo, sej bo tako, če ne bomo pa že nekaj. Če nas je strah, tega nikoli ne rečemo. Rečemo, ok, lahko je A načrt, lahko bo B načrt, če ne bo B, dajmo še C, pa če narediti pa E, pa mogoče, ne vem, kakšen pride do H-ja. Se pravi, lahko je tudi oseba nevarna. Ja, kaj je nevaren? Lahko si ti v tej nevarni situaciji celo življenje. Ja, tukaj pa govorimo o te patološke oblike. Pa se pa kur. Tako. Ja, to si zelo dobro rekel. Ko nas je strah, v resnici je zelo za določen trenutek je zelo funkcionalno čustvo, ampak kaj pa se dogaja v telesu? Mi smo zelo napeti, zelo nas skur. Prav ta beseda se mi zdi najbolj primerna. Mi smo skurjeni. Po vsaki situaciji, ko nas je bilo zelo strah, smo mrtvi.
Sosedamo dol, Ker ti požre moramo toliko se energije. spočiti, ne morem več. A ne, poleg tega, da imamo veliko scenarijev, poleg tega, da smo pozorni na vsak detajl, a ne. Ko nas je strah, mi smo pozorni na vsak detajl. Če človek, ki ga je strah, opaz, kako ima človek roke, tisto tretje, kam je šel tako, če smo mi v nekem sproščenem okolju, ne vemo kako se naš prijatelj tam okrog giblje in naredi neko stvar, kar češ ni važno, a ne. To se pravi naskur. In zdaj sva rekla, strah kot tisto čustvo, ki je bilo funkcionalno, ampak pa smo malo videli v razvoju, da zdaj tudi tista skupina, tisto pleme, ki skozi v strahu, pa so se zaprli v lukno, So pa od lakote so pa pocapali. lahko te pomrli in jih je skurili. Ne? Ja. In tisto pleme, ki je prišlo v neko jamo, so rekli, ok, zdaj smo se zaščitili, ampak zdaj pa je treba neko drugo čustvo. Da mi začnemo varčevati z energijo, ker borba za našo telesno energijo je od začetka. Mi kot sesalci imamo itak lastno telesno temperaturo, že to nam pokur ogromno energije, ne? Napram kači pa želvi. Ama želva je tudi plazivec, ne? Mislim, ima tudi... Dvoživka je, ne? Okay. Ne, plazivec, ni doživka. Nimam pojma. Okay, v glavnem, gremo na energijo. Gremo, dragam. Pojva, ki je upal, da poznava stvar. Ne, ampak je res pomemben, a ne, zdaj, če gremo preklop, videli so, rabimo varčevati z energijo. Mi ne moramo biti v strahu, ker bomo pojedli hrano do januarja, mi moramo zdržati 100 hrano v tlin do marca. Ok, mi se moramo sprostiti. Naše telo rab biti sproščeno. In ko smo, rečemo, zdaj čustvo je drugo čustvo, malo, ne, je neko, rečemo, veselje. Jaz bi tukaj rekel, veselje je tako, ena beseda, nek kompromis, razumemo ga lahko kot veselje, kot sproščenost, kot mir. Jaz bi dodal tle še neko tisto otroško sproščenost. Okay, igrivost. Igrivost, točno to. Ja, ko si kot otrok, naprimer, meni je najboljši primer tega veselja, te sproščenosti, nek 2-letnik, 3-letnik v peskovniku. Ko se igra v elementu, v svojem svetu, lahko postavi cesto, pa se spomne, pa bo naredil še čez nek stolp, pa se mu podere, pa se niti ne sekira, ker se zdaj neka nova ideja postavi in zapično še palčke in si naredi zid. In to se pravi, sproščenost je, ko si upam zgrešiti, ko upam nekaj narediti narobe, ko to ni ogrožajoče, a ne zdaj, če gre čisto majhen odnos, koliko je to pomemben. A je to ideal? Je to nekaj, kjer si bi mi tudi kot odrasli želeli biti? Je to nekaj, kamor želimo nazaj prihajati? A veš, na Jezusovo, če ne boste kot otroci, ne prijete v nebeško kraljestvo. Veš, tako? Ja, to si zdaj zavil, ja. Malo sem zavil, ampak... Malo si hotel. Meni je všeč ta igrivost, jaz jo po sebi malo odkrivam. Ja. Gledam malo za nazaj, kje sem bil jaz kot mulc še igriv, kje sem si to še pustil. Dokdaj, pa kdaj sem jaz pol to zabremzal, pa kaj je bila tista travma, okrog katere sem jaz se ustavil, pa rekel, zdaj pa je to preveč nevarno, če si igriv, si čuden, učiteljica ti je nekaj sitnarila tam, doma so rekli, takole pa ne boš. Težko bi rekel, da je... Zdaj sem samo na igrivost. Ja, ne, ampak si dobro rekel, jaz bi tle še dodal, v katerih odnosih si upal biti igriv. Ja. Tako si rekel situacije, kdaj smo že kot otroci, pa smo tudi hitro razumeli, da v nekih odnosih ne moreš biti več igriv in rabiš iti po pravilih. Ampak jaz bi tle še dodal to, ne bi dal tega veselja kot ideal, a ne? Ker čustva zelo radi... ne moreš biti tam. Ja, ker mi napačno razumemo čustva kot, rečemo, dobra in slaba, pozitivna, negativna, kako si, v redu sem, ker sem lih vesel, zdaj pa če nisem vesel, nisem v redu. Sem pa slabo, ja. Ne, tukaj je izredno pomembno, da vemo, vsa čustva so pomembna in imajo svojo funkcijo, so pa nekatera prijetna in veselje je na primer zelo prijetno, a ne, nek mir in neprijetna, ampak vsa čustva so zelo pomembna, a ne, so zelo pomembna. In z vsemi je treba nekako znati živeti. Tako, in zelo fajn je pa tako, tudi ključno, da imamo do vsega dostopa, ne, in zdaj, če pogledava to veselje, to mir, kreativnost, mnogi odrasli ali pa tudi v zakonu, v odnosu ne čutijo tega veselja, tega miru, tega kreativnosti. Kaj to pomeni? Da se lahko zmotam, da lahko stvari naredim narobe, da lahko povem tako, ko mislim in me nekdo ne bo obsojal. To je izredno pomembno še pokapljamo na področje spolnosti. Ranljivosti ne more biti brez tega miru, te kreativnosti. Ti lahko rečeš, ne me obsojati za vsako stvar, ne, jaz bi tako drugače, tako ta ranljivost je šele, ko je ta
otroško igrišče, ko vidiš, ali pa ta peskovnik, ki gre tja. Ne? In zato je izredno pomembno. In če mi do tega ne pridemo, ne, smo na nek način, rečemo, če tega veselja v odnosu, te igrivosti ne razvijem, sem na nek način v enaki poziciji kot tisti homo sapiens, ki je stal pred tigrom, pa rekel, se mi ne bo nič naredil. Ne. Normalno ga je pač požrl in je umrl in je na nek način na dolgi rok isto umre odnos, če ne pridem do te kreativnosti, do tega veselja, miru, pomirjenosti in navdušenja, a ne, v odnosu. Ja. Ampak tudi, da do tega prijaš, je del, ker ponavadi smo to rezali, če me vprašaš. Ja. Marsikdo. Ja. Redki, no jaz tako, ko pomislim ljudje, ki jih poznam, moram priznati, da jih ne poznam veliko, ki bi imeli dovolj ali pa zelo izražen ta element, no, se mi zdi. Da smo zelo resni, da smo spet morda pač posplošeno, ampak kot narod smo. Ja. Zdaj tudi tako, ne, če čisto pogledamo z tega preživetnega vidika, je to čustvo luksus. Veselje, luksus. Ja. To je luksus. Točno to sem hotel reči. Ne. To je tisti luksus, ki ga je Homo sapiens, ki je ocenil sred decembra, da imajo še pol mamuta, da jamo imajo toliko majhno, da kar je navadnega nota ne more pridati, da drva imajo dosti, bojo lepo kurali, da imajo okrog sebe ženske, da se lahko normalno razmržujejo. In da je lahko začel risati po stenah. Točno to, in da se začel mogoče plesati okrog ognja, pa žvižgati. In to je bilo tisto čustvo, ki jim je tudi pomagalo, da so preživeli in gradili. In v tem miru se tudi odnosi normalno oblikujejo, ne? In družinski, in tako osebni, brez čustva veselja, brez čustva tega pomirjenosti, se viziji ne morajo plesti normalno. Ne? Ni motivacija. Ne? Če mi nekdo ogroža, bom naredil samo to, kot moram in nič več. Tako da se boš šparil, se ne boš dal cel. Ja, normalno, ker je ogrožajoča. Biti v miru, takrat si na nek način ogrožen. Vsak homo sapiens, ki se je sprehajal po gozdu in čutil občutek veselja, pomirjenosti, je bil malo ogrožen. Je bil ogrožen, ne veš. Mogoče bi bilo bolj, da bi bil s ulico ves čas naprežen. In tle tisto se mi zdi, tudi pri čustvih danes še zmeraj se nam dogaja, tista oceniti, kaj je pravo, ne? In preseb konstantno malo preverjati, ok, zdaj sem v tem stanju, a je prav, da sem v tem stanju, a ne? A bi bilo mogoče kakšno drugo stanje bolj primerno? A ocenjujem neko situacijo? Se pravi, mi lahko na to vplivamo? Seveda lahko vplivamo, oziroma neka taka analiza, nek razmislek od tega, ne? Okay. Je zelo pomemben, da vem, ok, naprimer, zdaj, če skočim mehano iz te razlage, ko začutim v telesu nekaj, a ne? Zakaj mi govorimo o telesu? Da ne začnemo razmišljati najprej z glavo, a ne? Ker če mi začnemo najprej z glavo razmišljati, da je neko tako situacijo, neko delovno napeto okolje, ne vem, imamo neke roke, čez 2 dni, en dan, mogoče danes po noči treba nekaj oddati, karkolen projekt in kaj zdaj nas neki tišči, ne? In zdaj, če sam razmišljam z glavo, imam tisto, spet sem nezadovoljen s sabo, sem si obljubil, da bom naredil a ne, začnemo nek notranji miselni monolog, se mi zdi veliko bolj učinkovito je, če se lahko človek takrat ustavi in reče, ok, kaj zdaj čutim? Ok, čutim pritisk v želodcu, čutim, ne vem, stres v rokah. Napetost, napetost, ne, ta napetost je se zelo tako, noge, roke so, ker se strahuti, če zelo močne vrata, ne, doskrat tudi. In reči, ok, zdaj pa situacija je taka, a je res rabam biti v celem strahu, ker lahko, da gre tudi za mehen popačeno občutek sebe. Reči, zdaj me mora biti zelo strah, zdaj pa rečem, to moram narediti. Ok, te stvari načeloma znam, ok, me veselijo, čez 2 dni imam rok, da se še, a moram biti popoln, rabam imeti strah tukaj, a ne rabam biti idealno. Ne, ta človek ne zahteva od mene, da je idealno, zahteva sam, da naredimo. Ok, zdaj, če grem še enkrat čez to analizo, vidim, v resnici lahko privoščim ta luksus, sproščenost. Rečem, ok, delam tisto, kar znam, naredim najboljš, verjamem, da ne bo popolno in se sprostim in lažje delam. In iz tega pride kreativnost. Iz tega pride kreativnost, iz tega pride neka sproščenost, da me delo ne ubija, ne? V smislu, da me ne izčrpa in lahko rečem, še zmeram po 6 urah, jaz sem utrujen, ampak zadovoljen in imam še motivacijo za naprej. Ne boš pa pregoril od tega. In to je zelo pomembno, da znamo, naprimer, preklopiti, tako kot homo sapiens, ki je hodil po tisti potki, pa da je znal preklopiti, tukaj pa ravnina, ne rabme biti strah, vidimo, ne vem, 3 kilometre naprej, ker je puščava, zdaj, fantje,
mehen bolj vizija. Isto se mi zdi pa tako tudi v naših, ne vem, naših delovnih okoljih ali pa v družini, da vem, v odnosih. Zdaj, koliko me stvar ogroža, to stvar moram ženi povedati. A bo to konc, a umrem, ali bom zdaj, mi je neprijetno, čutil bom sram, grem po tem robu, ampak se da. Se lahko ta čustva nekako, sem sposoben. Zelo pomemben je, dobimo občutek, da smo čustva sposobni začutiti pa shendlati, spet hočem reči, toliko sem na to besedo in res se moramo odvaditi. Da smo se sposobni spoprijeti, da se čistnik sooči, da je čistnik taka, kar gre lahko naš normalen delovni dan, tudi začutim malo sramu, v redu, smo šli, ne vem, predaleč, še nekdo drug predaleč, ga rabamo ustaviti, lahko se poslujemo te stvari, projekta, ne vem, nekega odnosa, lahko začutim malo jezo, se postavim zase in to ni, da bom jaz zdaj propadel in da sem na nekem robu, ne, to smo še čisto na normalnem čustvenem področju, sem sposoben, to se mi zdi pomemben. Kje pa pride potem jeza? A je jeza naslednja? Ja, lahko greva na jezo, se mi zdi kar smiselno. To se pravi, imamo strah, smo rekli, iz tistega strahu je zelo pomembno, da znamo preklopiti tudi na veselje, na mir, na to. Zdaj, jeza je neko čustvo, ki jo pa zelo pogosto napačno razumemo, mogoče ne vem, nasploh se mi zdi, imamo zelo nek odpor, samo jezen pa ne biti, jezen pa ne smem biti. To v družinskih sistemih, kar vidimo samo v praksi, je zelo pač strah pred soočenjem, pred tem, da se neki malo razburka, marsikje je to velik tabu. Jeza je odpor, ampak v resnici mislim zelo pomembno, da mi znamo ločiti med jezo in agresijo. Ker tudi mi kot kristjani, včasih mislimo, da dober kristjan nikoli ne sme biti jezen kristjan. Mislim, tako nekako. Na pol malo še je greh, rečemo. Še skoraj malo greh. Je greh. Enkrat sem se z enim duhovnikom pogovarjal, pa je bilo tako zelo zanimivo. Sem rekel, vse v svojem življenju je zelo konfuzno. Vse, kar je bilo, vsi roki so bili zamojeni, nobenih mej ni imel postavljenih, tako, drugače zelo dober človek res, ampak tako prav, tista veš, kar rečeš, toliko malo ti zmanjka, da bi stvari štimali, ampak trenutno ti nič ne štima. In sem videl, da on se rab zjezi, da rab stvari postav v red, da rab nekaj narediti. In pa se ni strinjal z jezo, je rekel, ne morem se zjeziti, jeza je greh. Pa sem jaz rekel, psihoterapevtsko... Ni prav Svetega pisma, piše, jezite se. Pa si to in sva prišata. In pa sem se reče, spomnil tega primera, sem rekel, treba si Svetim pismom pomagati, sem rekel, se ni Jezus v templu tudi jezil, In pa mi je odgovoril, modro je rekel, ne, to je bila impulzivna jeza, to je bil samo hip. In hvala Bogu, da piše, kako Jezus je spletel bič. Je spletel bič in ta stavek sem ful vesel, da not piše, ker koliko hitro se da splest bič. To nisi toliko impulzivno, ne? Da tudi ne vem. Trajen cajt, zdaj, če ga daš meni, da ga spletem, rabim vsaj na uro verjeten, zdaj mora biti bil Jezus, mora biti že kdaj kakšnega prej spletu, pa ni napisan, hecam se, ampak... Ga je v pol ure naredil, ampak v pol ure pa ne more biti impulzivna jeza, In on, tudi Jezus je tle zelo eno tako močno jezo pristopil do teh ljudi. Greva, kaj je jeza v osnovi? Jeza je v osnovi neko čustvo, ki nam da zelo močno energijo, da se postavimo za stvari, ki mislimo, da nam pripadajo, da se postavimo za stvari, za katere mislimo, da so poštene, da so pravilne. Da na nek asertiven način izrazimo mejo. Tako, da postavimo neko mejo, oziroma da gremo iskati tisto, kar nam pripada. Zdaj, če vzamemo tako, da otrok v osnovi ne bi bil sposoben, ali pa nek človek ne bi bil sposoben jeze kot take, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da bi mu v vrtcu pred 2 letih pobrali vse igrače in on ne bi imel tiste energije, da bi rekel, moj, daj mi nazaj. To mi pripada. To bi pomenilo, da bi mu v osnovno šolo vzeli vse zvezke barvice pa rutko, konec osnovne šole ti vzamejo tisto simpatijo, oziroma ne upaš reči tisti simpatiji, da ti je malo všeč, v srednji šoli ti starši vzamejo tvojo voljo, tvojo izbiro do poklica in ti rečejo, ne, veš, to ne bo zate, ti imaš to. In ko prideš v delovno okolje, si žrtev vseh od spred in zadaj, ker se ne upaš postaviti, ker nimaš moči se postaviti. In nastaneš pasivno-agresivni cinik. To je pa z tega vam pa sledi, ker se postaviš v drugo vlogo. Ampak če nisi sposoben jeze se postaviti za tisto, kar misliš, da ti pripada, ker to je neka res energija, ko narediš premik. Smešen se sliši, ampak radi rečemo mi, da je jeza edino čustvo,
ki naredi premik. Ja. Ampak a ni glih Grega Čušin pred leti imel enega videa, ne? Krščansko vzgojo bi bilo treba prepovedati. Ja, A veš, kjer je prav točno o teh stvarih govoril, ne? Je rekla mamica, ne Gregec, boš priden, pa boš dal unemu tisto igračko, pa tako naprej, ne? Ja. Tega smo imeli tudi veliko, stari. A veš, mi kot kristjani, ne? Jaz osebno zase moram reči, no, to je lahko čisto povem javno, sem ugotovil ravno v Vržeju, kjer smo imeli pač ta genogram potem in smo predelovali prepovedana čustva in tako jaz sem zase ugotovil, da zame je bila jeza prepovedano čustvo. Ne? In potem se lahko vidiš, da se marsikaj bi moralo kdaj že dati kakšno mejo, pa se je ni. Potem pa znotraj tebe nastajajo tiste potlačene jeze, pa zamere, pa cinizem. Ja. Zelo pomemben je, da si dovolimo jeza. Zakaj je jeza prepovedano čustvo? Mislim, da ima več razlogov ali pa je lahko posledica večjih stvari. Eno, naprimer, lahko čisto rodbinsko gledamo, zdaj, ki smo prej omenili druga svetovna vojna. Tisti, ki je bil jezen, tisti, ki se je postavil, tisti, ki je dvignil glavo. Dobil šuso glavo. Je dobil. In lahko se je samo ena zgodil v vasi, reče v vasi nekaj izkušnja, da so in otroci in vse mame in očetje videli, kako je nekdo mogel biti ustreljen zato, ker je dvignil glavo, ker je bil jezen, ker si za nekaj postavil in lahko cela vas dobi neko nezavedno travmo, če boš jezen, ni v redu. In mama, brez da želi škodovati svojemu otroku, ampak reče jezen, pa ne biti. Ja, seveda, ne. In tle govorimo o teh temu dedovanju čustev, o te lastni izkušnji in moramo biti do sebe tudi mehen prizanesljivi, ali si malo razumeti. Ja, pa do prednikov, ne? Ja, in do prednikov, tako, da nismo samo, da so neki delali z nekim malomarnostim, ampak dejansko se je zgodil nekaj, ko so rekli, ne bomo pa šli čez, če bomo tole, dajmo brez tega in nismo znali, se jeziti in tako, in tudi ti se ne jeziš, ampak posledično se pa tudi neka škoda dela na rodbini, ker naprimer, če ne razvijamo jeze, pomeni, da bodo drugi hodili po nas. Živeti, ob očetu, ki se ne zna zjeziti, je strašen, ker kot otrok veš, da nisi zaščiten. Človek, ki se ni sposoben zjeziti, ogroža sebe in potem, ko za nekoga odgovoren, ogroža druge. Oče, ki veš, da ni sposoben reči, to je pa moj sin, zdaj pa nehajte, tam smo pa mi parkirali, to je pa naša parcela v kampu, ne, se bomo mi odmaknili, bomo mi naredili, ne, ker vi pojte, ne, se je tako. In ti kot otrok veš, da vsak, ki bo prišel in mehen svoje lastne volje izrazil, se bo tvoj ata omaknil. Se bo tvoj ata omaknil in se boš ti z njim umikal in zato se tudi, ko rečemo zelo radi te otroci mirnih staršev, nekateri pa pojezijo pretirano, v smislu gre to neko agresijo oziroma bolj straha. Pri ljudje, ki so živeli ob očetu, mami, kjer ni bilo neke jeze, pogosto zelo močno čutijo strah, ker jih je strah, da bojo spet se znajdeli v situacijah, kjer bojo nezaščiteni. Ko jeza pa strah imata take zanimive usporednice. In če gremo nazaj, smo rekli, jeza ni agresija, agresija je večinoma iz strahu. Se pravi, agresija je pretirana jeza? Agresija nedovoljena? Agresija je tako, zdaj če povežemo s čustvi, ponoviti tista obramba, ki jo hočemo narediti, da bi zaščitili se pred neko situacijo. Človek je agresiven, bi ga je najbolj vprašati, česa te je strah. Zdaj, če je zelo agresiven, pa zelo, tako da o teh stvarih bo še bolj razjezila, ga ni lih mogoče smiselno tako vprašati, ampak če se da, naprimer, čisto posredno reči, pomiriti situacijo, lejte, nič se ne bo naredili tisto, bomo pomirili gospod, to rečejo za ljudi, ki pridejo na občino ali pa na upravno enoto neke stvari narediti. Kaj najboljši na svet, ko se človek na drugi strani pred oknicem da uslužbenca reče, gospod, pomirite se, vse bomo uredili. Ker se vemo, kako biti pred oknicem. Prideš in te je strah, zdaj bo rekel, nimaš tega obrazca, nimaš ta pravi, rabiš še osebno, rabiš še nek dokument, ki sploh ne veš, da ga rabiš in si v strahu. Se pa jeziš, Rečeš, te spet nam postal, bom spet tisto naredil, pa že tukaj sem bil, vse sem vas poklical, ampak to je ta strah, ne me hecati, ne me pošiljati okrog, In če te nekdo zna pomiriti, reče, bomo uredili, tukaj smo z vami, sodelujemo, lejte, ne vem, in se mi pomirimo, Tako da, tako da na tej točki pa sem zelo pomemben, da vemo, da jeza ni strah, da je to še enkrat počrtati, pardon, sem hotel počrtati. Jeza ni agresija. Jeza ni agresija, ker ljudje
to zamenjujemo in rečemo, moram si dovolj jezo in zdaj bom agresiven. In velikrat slišim tako tudi pri terapijah, jaz sem ji to rekel, ko sem bil jezen, jaz sem jo udaril, sem ga udarila, sem jo porinil, sem pošel tisto tretjo, ker sem bil jezen, ne? Moram biti jezen. Ne. Gospod, vi ste bil agresiven, gospa, vi ste agresivna, vi dva igrate med sabo neko pasivno agresijo, takšno agresijo, sarkazem, cinizem, a ne? Da povej malo več o tem. O sarkazmu in o cinizmu. Ja, pač sarkazem, cinizem, to sta oblike agresije v odnosih, a ne? Prikrita agresija, pasivna agresija. V odnos sarkazem mislim, da ne spada v intimen odnos, v smislu v nekje, kaj je nek odnos. Zdaj, kaj konkretno to pomeni? Deva tako reči, mogoče še do zunanjega sveta, če je to neka oblika, ja, ampak da se par pogovarja, naprimer, ali pa ko nekdo vstop, deva se nekaj pogovarjati, bomo to spremenili in jaz začnem, ja, smo že tokrat spremenili, ja, bravo, ja, dej načrtuj moja žena še naprej, urnike, ki ti gre tok dober, a ne, to je totalna agresija v pogovoru, a ne. Sicer lahko rečem, da se samo nekako ščitam, ampak agresija, oziroma sarkazem ali pa cinizem v odnose, ki hočemo, da so dobri, da so povezani, da čutimo not neko varnost, sarkazem ne sod. In če imamo, rečemo, obliko humorja, zelo sarkastično, je zelo pomembno, da si v odnosih tega ne dovolimo. In da se tudi znamo opozoriti, ne sarkazma, ker to ti naprej to, a ne, to je oblika, ko iščeš, ko silaš neko, postavljaš neko mejo in si agresiven, izpostavljaš nek strah, a ne. Kakor vem, raziskave kažejo, da je to ena najbolj uničujočih stvari v partnerskem odnosu. Ne? Ja, sploh, a ne, tako, če smo pozorni, v konfliktih zelo hitro pride do tega sarkazma, do cinizma, ali pa molka. Kakaj pa sploh razlika, sarkazm pa cinizem? Ne vem. Ne veš, ok, vrede. Kaj, cinizem je mogoče še malo bolj tak... mečken bolj humoren, ali kaj? Ja, a ne. Se pravi, da mečken več z nekim kao zabavljaškim humorjem, sarkazem je pa samo neko vračanje nekih stavkov, če gre tako tehnično, ampak bolj se mi zdi pomemben, da se ljudje tukaj ne izogibajo, ne, nisem, ja, tako kot se rekel, nisem sarkastičen, jaz sem cinist. Sem malo cinik, to je ja, ok, super. Gospod, bodite cinik, kar se tiče avtobusnih postaj, pa slovenskega gospodarstva, pa politike, kar se tiče pa odnosov, dajte to stran, oziroma, če se ti dogaja... V bistvu je tako, ne, dejansko glede cinizem, glede avtobusnih postaj in politike, je morda malo na mestu zaradi tega, ker je tisto nekaj, o čemer ti v bistvu sam ne vplivaš kaj dosti in nimaš kaj narediti in ne moreš, razen da pač voliš drugače. Ne? Ja. Zdaj, znotraj odnosa pa je to tudi ena taka obrambna drža, kjer je nekdo kao popolnoma nemočen, a ne? To je pač odraz nemoči, a ne? Da bi karkoli zares spremenil. Resnici se pa skozi drži na razdalji in zavrača. A ne? In je to podoben kakor nek molk, ki predolg. Ne govorim s tabo in pa rečejo, se nisem agresivna, gospa, s gospodom ne govorite en teden. Kako niste agresivni ali pa ona. V tej debati ne rečem nikoli več nič, zaprem temo. Si agresiven, normalno, da si agresiven, samo pasivno, a ne. Tako da v odnos, deva tako, se mi zdi si dobro rekel, ne gre ta cinizem, sarkazem na stvari, na katere nime vpliva in tvoje osebno na odnose ne vplivajo, znotraj zakona, znotraj svojih otrok, tudi vzgoje, in biti, če si na to bil navajen, če sem navajen slišati tiste opozorilne znake, kot ti žena mož reče, sarkastičen si ni mi všeč, da rečem, ok, vprost, vprost. Nisem te lih udaril, ampak te pa na ta način držim nazaj. Tako da, agresija, od fizičnega do psihičnega, dobro si zavedati, da tudi tako, kako se v odnosih se mi zdi, kakor smo do fizičnega, kar vemo, to psihično ali pa samo vedensko, v smislu neki grdi pogledi, zbijane z vrati, krožniki, padajoči, taki drugačni, metanje, nakazovanje, včasih v enih primerih, zelo prefinjo je, kaj bo, če bo, poznaš kakšen primer, enkrat sem imel enega klienta, je bil tak zelo problematičen z vedenskega vidika in pa mi začel govoriti, kaj se on v življenju naredil drugim narobe in kako on zna, in na nek način je meni grozil, Je meni grozil v smislu, kaj jaz vse lahko ljudem naredim, če mi ni ok, Pazi, kakšen terapevt je z mano in kako me boš ocenil, Aha, ok. In je bilo to tako da tudi
naštevanje nekih zgodb in kaj vse bi se lahko zgodili in če bi jaz nekaj tako, so tudi zelo take prefinjene oblike agresije. Ne? Tako da, če smo zdaj to počrtali, jeza ni agresija, agresija ni dovoljena, medtem ko jeza je pa dobra zato, da se delam premike. Kjerokoli stvar želim spremeniti, se moram zjeziti. Pa ne gre za hujšanje, ne gre za naše odnose, ne gre za higieno, se moram zjeziti. Meni mora biti tista stvar to, kar rečem, jaz si to zaslužim, mi si to zaslužimo, v smislu zaslužimo, mi smo pripravljeni za to nekaj narediti. Ni nam všeč, vidimo, da smo pretežki, škoduje nam, mi si zaslužimo zdravo življenje in da grem lahko na sprehod in normalno se oblečem in nimam občutka sramu, jaz si za to zaslužim, nekaj bom naredil. Ker iz sitega zadovoljnega stane na kavču ne naredim spremembe. Mi dva se tako pogovarjava, vsak dopust si uničava, tisto tretjo, ne vem, vidim, da na otroke to vpliva, ljudje nama že dajo znake, mi dva mora nekaj narediti, nama pripada v redu zakon, greva v zakonsko skupino, greva na terapijo, greva se pogovoriti s prijatelji, greva nekaj delati na tem. Brez te jeze... Naloživa na en-app aplikacijo, točno to. Ja. Najmanjši korak, ki ga lahko narediš, pa ful vpliva. Pa najhitrejši, ja. More biti ta jeza, ne? To je spet ta kreativna jeza, ki ti dovolj neko stvar narediti. Ker rečeš, ne bo dost imam in grem. In če si tega ne dovolim, če to začutim, to jezo vse pa, ne? Kot nekaj napačnega, ne bom naredil koraka, bom samo v neki žalosti pa razočaranju. Ampak veš, ko si tega nisi dolgo časa dovolil in si ugotovil, da je bilo to prepovedano, ne? Kot sem morda jaz, ne? Je bil kar proces, da sem si začel to dovoljevati in postavljati mejo. In dolg čas v tem procesu se počutiš, kot da delaš vse narobe. Ko začneš delati drugače. Ja, normalno. Veš, tako da to je pač, treba je začeti, ampak vedeti, da ne bo lahko in da od začetka bo čuden. Točno to. Ko ti začneš neko čustvo, ki je bilo mogoče že celo rodbino prepovedano, nedovoljeno, ali pa si ima eno močno izkušnjo, da ti reče, lej, ne se izid, ne postavljati mej, ne bomo žalovali, karkoli. Ko se ti to nekako umetno začneš vnašati v svoje življenje, občutek vsekakor ni domač. Vsekakor ni prijeten. Je zelo neznana, ne? Včasih rečem kakšnemu klientu, škoda, da ste toliko dobro počutili v tej žalosti ali pa v strahu. Ne, se mi ni prijeten. Se vem, da vam ni prijeten, ampak veliko bolj oziroma zelo nedomače, neprijetno bi se vi počutili, če bi bil vesel. Ne, jaz bi bil rad vesel. Vem, da bi bil rad vesel, samo vi se bolj domače, bolj umirjeno, bolj vse poteka po protokolu, če smo skozi smehno žalosti, kakor če bi lahko si dovolili biti kakšen dogodek začutiti kot vesel in neogrožujoč. In to je zelo težko ljudem razumeti, da tisto znano je okej, in pač mi smo pač žalostni in nam življenje ne gre v redu in vsi se na nas spravljajo in to furamo. In radi bili pa veseli. Bo treba nekaj narediti. In ta premik ne bo enostaven, ker je verjetno rodbinsko že pravš mi, kot naša družina, smo taki pa taki, smo bili tako pa tako navajeni, če bomo hotel kaj narediti, bo treba res neko jezo, bo treba drugače. V Vržeju si imel en tak dober primer, ko si razlagal, kako po noč spremljaš ukrajinskega boksarja. In je ta primer meni toliko dober, ker pokaže na to, kako močne so te naše rodbinske zadeve, kako močno vplivajo neke stvari, ki se jih sploh ne zavedamo, pa so naše, pa so z nami. Dej ga povej, prosim. Zdaj, imamo še čez eno uro za Aleksandra Usika. Ne, celo uro za Aleksandra nimamo, ampak veš kaj bova naredila tole v 2 epizodah. Ok, pa greva pa še naprej na drugo. Pa greva na ostala čustva naslednjič, zdajle bova pa z Aleksandrom. Aleksandr Usik, ok. Gremo. Aleksandr Usik, ukrajinski boksar, sem izreden fan. To lahko pravim. Fan tega boksarja. Zakaj? Ker ga spremlja tudi Mehen Širš. Sem ga začel spremljati malo širši in vidim, da je tudi vzor, res je nek tisk gentleman, družinski oče, daje nekim vrednotam, on je pravoslavn, ampak zelo to svoje pravoslavstvo s ponosom prenašal ta svet, boksarski svet, v to publiko in vse to. Ampak, greva do tistega, kar se verjetno ti hotel vprašati.
Jaz ne vem, zakaj sem jaz nad njim navdušen. Mene je to, zmerno se mi naredi, da sem kar naenkrat rad nad tem bokserjem, sploh nad samim boksom zelo navdušen in da si znotraj boksa najdem enega boksera, ki za njega strastno navijam. Zdaj, to strastno, če bi bil kakšen dober terapevt tukaj med nami, bi vedel, da je to že mogoče malo patološko, no? Okay. Dobro, da ga ni, ampak jaz to navijam in spremljam in njegove konference, s kom bo boksal, po me straha, bo tizga ali bo tako. Praviš, da ne moreš gledati tekme v živo? Ne, v ene tekme njegove ne gledam v živo, ker preprosto ne morem. Preveč sem živčen in na začetku sem že videl, ker sem par tistih bokserov, ki sem jih rad gledal in to sem skakal, upil, da sem mislil, da sem znor. V glavnem, jaz to je tako zgleda, ko ima Usyk tekmo, jaz vem, da ima tekmo in se mi že en teden naprej skozi rola, vem, da so ponovadi tle v Saudski Arabiji, to pomeni, da je tekma večinoma tam ob polnoči enih in jaz grem spat zato, da je tekma memi in vem, da bo kuj konc, da bo pa že posnetek, da vem rezultat. A se sam zbudiš ali te budilka? Ne, sam se zbudim, vmes 3krat sanjam, enkrat sem vem, da sem prav sanjal, da izgubil in potem sem kuj skočil na YouTube in vse pregledal. Zdaj to zgleda malo smešen, upam, da ne bolno, ampak je pa pač primer tak zelo dober. No? In ko sem zdaj v zadnjo boksu, kdaj je bil avgust, je bil julij in jaz po noči tam grem kuj na balkon, ki itak so spali žena pa otroci in na balkonu spremljam tam vsi balkoni odprti, potiham na glas, da nam bom koga zbudil tisto tekmo in se veselim, izkačem, upijem in pa mi žena reče, pa kako to, odkje ta norija v tvoji glavi? Načeloma v družini moj oče ne spremlja nobenega športa, boks ni bil nikoli neka taka stvar, da bi rekel tako. In pa mi po tistem dogodku smo bili pri mojih starših in pa moja žena reče, Miha ima spet neke te čudne fore s tem boksom, da to spremlja in se veseli in mi pa razlaga 3 ure, kamorkoli gremo samo od tega. In pa reče moj oče, a to imaš pa isto kot tvoj starata. Sem rekel, kva? Pa rekel, ne veš? Sem rekel, ne vem. Nisi vedel? Nisem vedel. Je rekel, moj starata je tudi spremljal boks in takrat je bil Mohamed Ali in te, ki so bili tisti prenosi in da to tako strastno, da še danes po naši, moji domači vasi tam, krožijo heci, da je, on je bil Janez Novak, da je po noč strgal rjuho, ker je toliko živo stanjal, kako je on v nekih borbah in to je bila vaška legenda, kako Janez, tisti moj dedek, sanja v teh boksu in se bori in kako je spremljal in govoril, ne. Wow. To je pač en primer, ki vidiš, kako neka stvar čustveno lahko preskoči od nekje nazaj. Ne? In zdaj jaz vem, odkje imam to norijo do Aleksandra Usyka, to navdušenje nad njim, nad tem, da moram njega bokserja spremljati. In zdaj ta primer je tako zelo postranski. Plastičen, ker prikaže to, koliko stvari nosimo v sebi, ki se jih morda tudi ne zavedamo, odkot so. Pa so podedovane. In zdaj, če gre pa tako, da ta boks ni pomemben, ne vpliva na moje življenje. Koliko pa lahko vpliva na moje ali pa pač življenje vsega, če pa imam jaz neko čustvo, ki ga čutim kot prepovedanega, ki ga čutim kot nedovoljenega, ki ga čutim kot strašnega, v smislu tega ne morem, tega nisem sposoben, tudi to je neko tisto, mi nismo tega sposobni, mi se nismo sposobni normalno posloviti. In kaj to pomeni, če imamo kot rodbino, da nismo normalno se sposobni posloviti, samo odhajamo, bežimo iz situacij, bežimo iz odnosov, bežimo iz stvari, samo pretrgamo, nisem sposoben se posloviti. Če je žalost, na primer, če je to sram, nikoli ne postavim prave meje, nekdo prodira v nas v smislu, ali telesno se nas dotikajo, nam govori stvari, ki niso primerne, hod po naših, stanovanjih se dotika odnose in nismo sposobni kot srama, kot tisto čustvo, rečemo, postaviti mojo, reči stop, tukaj do sem, naprej ne. Te stvari so pa res pomembne, ker na nek način lahko v življenju skozi delam napačne poteze, napačne odločitve, me tudi, moja žena, moj mož, skozi obtožuje nečesa in bi rad naredil premik, pa ga ne moram. In na teh točkah je pa tako zelo pomemben da vidim, ok, a je to res moje, a je to mogoče kakšna moja težka izkušnja, posledica kakšnega odnosa, ki sem ga živel. Eno od teh stvari mora biti, vse druget ne more biti. Da sem tak odnos imel z očetom, mamo, da sem nek tak prevod si naredil osebno, ali pa še nazaj. Tako da, pridemo zdaj,
tako na tem čustvenem področju mehen do tega obladljivega, da malo vem, kaj se mi dogaja. Ja, Ker so rekli na začetku, ne govorimo o ezoteriki, ne govorimo konec koncev, vidim tako tudi marsikega, ne vem, človeka, moškega zmot, ženo, to sem zdaj smešen rekel, ampak govorim še sploh za moško populacijo. Ti veliko delaš z možmi. Ja, zato hočem reči, ker mi doskrat rečejo, ker je mehen bolj na ta plastičen način predstavim, pa reče, šele zdaj sem začel razmišljati. No, ker pa ženam je to bolj intuitivno, one to poznajo, ta svet načeloma. Ja, bolj ga poznajo, ali pa deva tako reči, bolj ga izražajo, ampak če pa pravilen, pa natančen, bi pa težko rekel, da veliko bolj kot pri moških. Ok, fair enough. Ženske zelo pogosto zamenjujejo čustva, tako kot jih moški. Naprimer, koliko se moški, naprimer, mi znamo biti samo jezni, zamenjujemo, pa v resnici nas je strah. Okay. Ali pa bi mogli biti žalostni. Mnoge ženske samo žalostne, pa bi mogli biti jezne, ali pa bi mogli začutiti nek sram. Tako da v izraznosti in tem govoru same mogoče smo res moški veliko manj, povprečno tako izrazni pa to, ampak je tukaj pomemben vedeti, da niso samo, naprimer, en primer, ki meni gre zelo tako rečejo, včasih se spomnim primere na mame, sta prišla z možem na terapijo in pa prav, ne, pa nas, jaz pa vem v čustvih zelo veliko in vem, da otroci lahko jokajo in vsi lahko jokajo in tako, Ja, ampak sam ta informacija ne pomeni, da ste vi v stiku s čustvi. Okay. Ta informacija lahko sam pomeni, da je bil jok prisoten in kar je tudi bilo, naprimer, predvsem je bil jok manipulacija. Tako da, žal smo na začetku, na čustvenem. Samo ona je imela pa občutek, da pa čustva res niso neka taka stvar, ki pa njih tuje. Zelo je bilo v tistem, zdaj če govorim o tistem primeru, je bilo zelo tuje izraziti neko jezo, izraziti nek pravi sram, konec koncev neko sproščenost, veselje, in tudi žalosti se niso znali poslavljati od stvari, imeli so pa joka. In sam reči, ja, fantje lahko jokajo, vsi lahko jokamo, to je zelo površinsko, to je tako, to je samo nek izraz, ki ne veš, lahko da je odzad neka dovoljena žalost, lahko je pa samo neka obramba, ki se jo naučil v družini. In zato tudi mrskir moški ali pa tako vidim, je lahko zelo s čustvi v stiku, ve, kaj se mu dogaja, pa ni ves čas v solzah ali pa kakšne tudi nikoli, pa se zna posloviti tudi stvari. Zna vedeti, kdaj so šle stvari, to zdaj govorijo že malo za naprej od žalosti, ampak zna vedeti, kdaj so stvari, ki jih ni več in se mora posloviti in v tem čuti neko bolečino, ampak bo preživel in gre naprej. Tako da tukaj ni ezoterika, ponavljam, so stvari, ko vemo, zakaj so približen, jih znamo tudi uporabljati, ni pa pač normalno ni pa tako zelo jasno, da bi lahko matematično zarisan, ampak to dovoljen, da rečem, kaj sploh sem, ko se usedem v avto, naprimer jaz velikrat rečem, so momenti, ko malo lažje pridem do tega, kaj se mi dogaja, Ker v avtu si lažje jezen? Naprimer jaz, če vem, ker ne vem, nek stik z nekom ali prepir, konflikt, nekaj tisto, in ko sem tam na licu mesta ponovati, mogoče mi včasih ne uspe in pa so sedem avto in imam kakšne te vožnje in rečem, kje sem, kaj se mi dogaja? Tisto mi to, pa to. Se pravi, avto je tvoj ritual. Ja, ali pa nek ritual, kjer se jaz umirim, naprimer. In se rečem, sej glava mi prav, da sem jezen, ampak v resnici pa čutim, tle od spod spet od želodca, jaz čutim to žalost v želodcu, rečem, ne, v resnici gre za žalost, ker ta odnos je zdaj prišel, ne vem, do nekega konca, nekaj smo zaključili, smo ustavili, poslavljam se od nekih sanj, ki sem mislil, da bojo, poslavljam se zdaj od nekih odnosov, ki zdaj ali jih ne bo več, ali so drugačni, se poslavljam, ne rabim biti jezen, in tle gre se mi zdi skozi za to korekcijo, da vidim, kaj sploh je, in na tej točki mislim, da ne moramo se kar naprej naučiti v življenju, zdaj bom točen vedel, ampak da se naučimo, malo rečem, s čustvi, ko pridejo, se znam vprašati, kaj se mi dogaja, kje čutim, to je, in zdaj, in poj, ko vem, kaj je, tudi vem, kaj narediti. Če vem, da čutim strah, da preverim, a gre za strah, a sem ogrožen, ali nisem, ali je smiselen, in če vidim, tega me je strah, naprimer neka taka vaja, rečem, najtežji scenarij, kaj se mi lahko naredi, lahko umrem, ne morem umreti, kaj se mi lahko naredi naslednjo, sem lahko poškodovan, ne morem biti, lahko me sramotijo, neprijeten, v redu, kaj je druga stvar, ne vem, da samo ne spadam toliko cool, v redu, naštejem te strahove po neki liniji in vidim na koncu, v redu,
nek premislek, ki je smiseln, se da preživeti in se tudi moj tak strah zelo lahko umiri. A ne? Če gre za strah, če gre za veselje oziroma da vidim, da rabim neko sproščenost v stvari, ki jo počnem, da si jo dovolim. A ne? In če gre da sem imela za jezo, da si umir dovolim in da tudi ne doživim, tako rečemo, ne, za jeza je tako malo, kaj pa če še drug jezen, ne? Tako da vem, imam pravico jaz do jeze, ima pravico drug do jeze. Okay. Zdaj ne rabim jaz nositi krivde sam za njegovo jezo, ampak med najma jezama je neka meja, ne morem je tudi jaz vseh igrač v vrtcu, tudi dvoletnika to učimo ali pa troletnika, tako kaj jaz, da vem, da ne more biti vsa, kaj meni pripada, vse dovoljeno, doma je drugega, tako da to. Super je. Okay. Se prav. Kaj sem imela? Strah smo imela. Strah. Sem imela pa sem imela veselje in jezo. Naslednjič pa nadaljujeva s 3 osnovnimi čustvi, ki so nama še ostali, to je pa žalost, ki je tudi izredno pomembna, pa sram, pa gnus. Pa se pa mogoče lahko še majhen dotakneva tudi te rodbinskosti, ker se v resnici skozi malo vhod med nami, mislim v debato, ampak še kakšen vprašanje na to temo. To se zelo veselim, mislim, da je res potrebno. No? Veš, kaj mi je všeč? Pač zdaj bova mečka EPP naredila, ampak je potrebno, ker v resnici je tako. No? Rad sodelujem s teboj, ker pač si strokovnjak, obenem imaš pa zelo močen življenjski čut, kaj kdo zmore, če se ne zmore, kaj se v praksi pri ljudeh dogaja. In imaš tudi ta občutek za to postopnost, da greš pač človeka tam začutiš, kjer je in si ga tudi pač verjamem, da v tvojih terapijah na podoben način, kot tudi v tem našem najnem appu, Nine App, kjer imamo v bistvu ta potovanja. Ko jih pišeš, imaš zelo res prefinjen občutek za to, da potovanje začneš pisati tam, kjer misliš, da bi par znal biti in iz svoje prakse imaš dober občutek, kje in ga znaš postopno po korakih pelati, da predela neko temo. In to se mi zdi zelo dobro in potrebno, ker pač smo bitja, ki pač smo vržena v ta svet, imamo pač vso to svojo prtljago, vsak svojo, in potem sam veš, da bi nekaj moral narediti, pa nimaš pojma, kje se lotiti, kje začeti, kaj narediti. Tako da zdaj adventni čas je en tak poseben cajt, ki se da prihaja, je čas, bom rekel, nekega veselega pričakovanja, v praksi je pa ponovadi čas tistega, kaj vse bi človek moral, pa pol na koncu zleti mim in pol smo v bistvu vsi sam na koncu bolj živčni, pa kdaj so te tedni minili, tako se mi zdi. Daj povab nas malo v to, kar pa zdaj le delamo, se pravi v potovanje z Jožefom in Marijo iz Nazareta v Betlehem. Camino Betlehem, bomo pomenovali eno potovanje, ki je pripravljeno prav za advent. Namen, kako približno bo izgledalo, bo na način, da se bomo probali sprehoditi v vlogi njega para, ki hodi, rečemo, en dan, 2 dni za Jožefom in Marijo, po poti, ki ste oni prehodili. Ta pot je dosti neznana, ne vemo točno, ne vemo, v splošni razumevanju ne vemo, pot je znana, približno kje sta šla, čez katera mesta, kaj sta videla, koliko je dolga, veš, koliko je dolga? 172 km. Ja, bravo. Dober si ti. Da sem tako živo v to, bolj živo gremo v to pot. Tudi mi gremo na pot. Tako gremo z njima, ker tudi advent je čez pričakovanje, ampak ni treba, da je samo čakanje, ampak lahko pričakovanje na poti, če ga damo tako. Zdi se mi zelo pomemben, če greva na čustva nazaj, ker si omenil a ni zanimivo, da po teh božičnih, novoletnih praznikih je toliko enih takih težkih občutih v ljudeh, toliko neke praznine, toliko neke, kaj sploh, ampak je dejstvo, da je veliko upa smo stavili na te praznike. Točno to, veliko upa in meni se zdi, da največ je te žalosti, ampak ne posebne žalosti, ampak kaj? Pogrešamo 3. januarja pogrešamo to, da se nismo v adventu, v praznikih bolj povezali. Pogrešamo to stvar, ki še spet
ki je šla spet mem, ker je šla že leta 2023 pa 2024 in zdaj tukaj ta 25 in bo šlo verjetno spet mem, ker imamo toliko stvari in toliko dogodkov in pa rečeš 2. januarja smo mislili, kaj se bo, koliko se bomo povezali, koliko bomo začutili to tudi kot nek čas, ki je mehen več za nas namenjen in za naše dogodke, naše spomine in tako pa pogrešamo. Tako da s tem potovanjem resnici bi radi lih to, da začnemo... Da damo strukturo, ne? Da damo strukturo. Ja. Tako, in da vodimo že z začetkom adventa, ker leto že novembra, gradimo to stvar in da lahko pridemo, 2. 3. januarja na občutek, dobro je bilo, bolj smo povezani, več smo se pogovarjali, izkoristili smo neke momente, ki jih zdaj še, ki žarijo meni, Veš, kaj mi je ful dobro, ker pišeš tudi, naslov je Camino Betlehem, se pravi, Camino je ta slavna romarska pot, ki si jo ti svojo jero prehodil, in v bistvu imaš čisto osebno izkustvo, kako ta pot vpliva na par in tako, to mi je dobro. Bi znali biti kaj življenja. Ja, midva žmohta. Z Jero sva šla na Camino Portugez, ali ko smo takrat rekli, ki gre iz Lizbone, pa ne bi zdaj v te poti, ampak ena stvar, ki sem razmišljal, vsi ljudje, ki so bili na Caminotu, vsi, zelo velik, ki se z njimi se med sabo pogovarjamo, Camino je bilo pa toliko fajn, toliko smo uživali, toliko je bilo guno, to tretjo. In jaz sem poznal par ljudi, ki so že šli pred mano, sva išla ženo vprašati za nasvet in tako, in so rekli, na Camino greš, toliko bo fajn, toliko bo 300. In pa mi prijo tisto Lizbono, septembra temu vroče, tisti albergi niso bili tako, hodim in jaz par dni hodim in sem rekel, kaj je toliko fajn, dajte mi, ni grozno fajn, je, naporno je. Tle hodim, zdaj sploh ne vem točno, zakaj hodim, tako, ampak kaj hočem reči, na koncu, zdaj, če me zdaj vprašaš, je bilo pa toliko fajn, je pa toliko fajn, sami lepi spomini, in ta potovanje jaz bi ga dal, pač ljudi bi povabil k temu, ker začneš, ni fajn, pač v nek urnik je že tako nabit, moraš dati nek čas za pogovor, za kakšno akcijo, si najdeš čas, in ni toliko fajn včasih, ampak tisti 10 minut na dan, 15, ja, itak da je, samo zakaj? Zato, ker moraš mehen več narediti, tako, ker pač na Caminotu, ker pač moraš hoditi, ampak na koncu, ker narediš po črto, si neizmerno hvaležen in vesel, tako, ko sem jaz, da sem šel na Camino, sem prepričan, da tudi ljudje, ki bojo to potovanje šli z nami, da bojo ful hvaležni en drugmu, ne nam, predvsem en drugmu, da so si vzeli čez zase, da so lahko advent in božične praznike doživeli z mehen večjo globino, s kakšno odprto temo, da mehen pride navada pogovora in pozornosti en do drugega in da bo pod črto super, sam pač spravci treba, tiste čevlje gor, odpreti aplikacijo in reči, kako konkretno, ajde mi povej, kaj ne naredijo. Kaj, kako konkretno to ne naredijo, da pridejo na to potovanje? Ne, to je pa zahtevno, to je treba telefon v roke vzeti, pa moraš praviti v brskalnik, če še nima človek aplikacije gor in napisati najn app in zdownloadati in se povezati, ne, tle bo kritična točka. Pač daš 5 klikov, odpreš potovanje in skupaj ženo začnete ali pa z možem. Tako da sploh ne vem, če obstaja lažja pot za povezanost. Obstaja? Ne, mislim, da ne. Po mojem tudi ne. Miha, hvala ti, super. Se vidva naslednjič, pa nadaljujeva, ne? No, se veselim. Vse dobro.